Dragi gledalci, cenjene gledalke, dobrodošli v oddaji AI brez filtra. Danes imamo enega posebnega gosta in sicer Matej Ivanetič, ustanovitelj Recapa. Kako si, Matej? Živijo, evo, vrhunsko. V redu? Evo. Top, začeli smo, tako da. Odlično. Povej mi najprej, kako si sploh prišel do ideje za aplikacijo? To me najbolj zanima. Se pravi, sama ideja mi je prišla tako, če gledamo zdaj točno tako leto pa pol nazaj recimo. Mi smo dosti kolegi hodili ven, pa ne vem, na neka potovanja, pa pravim pa žurke. In se pravim, jaz sem pol nekako zmeraj združil te slike skupaj, naredil nek recap, ki smo pač bili, kaj smo delali, in je bilo zanimivo vsem, pač in naši grupi in vsem, ki so pač videli to. In pol je tako samo enkrat prišla ideja iz ničesar, ok, to je bilo pa zanimivo, pač dobro imeti app za to, ne? Ker ko sem jaz recimo to postal in pač problem je bil dobiti te slike in ko sem objavljal recimo na Instagram pa kam, je pač zmeri so bile neke komplikacije in se pač rekel, ok, vsem je cool, ki to gledajo, nam je top, ker pač imamo ta ful dober spomin. Bilo bi vrhunsko, če pač združimo, rešimo te probleme in se pač naredi app, ne, za to, ne. In ko sem pač predstavil samo idejo drugim, so rekli, ok, brutalno, gremo narediti, ne. Tako da to je to. Odlično. Pa to si se sam spustil v to ali si s kakšno ekipo začel delati? Ja, mislim, ideja pa vse, jaz sem začel sam in pol je bilo dejansko, ker jaz sem vision guy, ne. Ne znam, mislim, ne znam kodirati, pa teh zadev, ampak sem pa pač rabil nekoga, ki bi znal dejansko to skupaj spraviti. To je bilo glih dejansko že čas, mislim, so bili časi, ko AI recimo ni bil že tukaj, pač ni bil tukaj napreden, da bi, ni bil mainstream ta coding, veš, da bi vsak lahko skodiral aplikacijo, ne, če gledaš leto pa pol nazaj, ni bilo še tukaj to ven in ja, onda sem pač rabim neko ekipo developerov, ki mi bodo to zrihtali, se pravi, sem outsourcal to eni agenciji, kjer so naredili aplikacijo in od tam se pa pol premikalo, oziroma smo zdaj prišli do tega, da imam zdaj 2 developera in je tudi večinoma, če gledaš, AI prevzel in developing in design, se pravi, smo ga dobro dali noter v firmo oziroma v projekt. A pa je bil težek ta preskok, torej iz nekako fizičnega kodiranja v to, da si dejansko določene sisteme prepustil AI-ju? A je bilo tako za navaditi se ali je bilo hitro? Pa ni bilo, da bi rekel, težko, glih obratno, bilo je dosti lahko. Je tudi, poznalo se to, da sem ja recimo, da sem že od prej dosti v teh vodah je bil, recimo, ko je bila že prva verzija, recimo ChatGPT-ja, ko je prišla ven, veš, sem skozi sproti spremljal, testiral vse te nove tehnologije, pa itak dobro je, mislim, sem poznal dober krog ljudi, pa tudi te, ki so trenutni developerji, so se tudi dosti poznali s tem, oziroma pač znajo, da je bil pač dosti enostaven in hiter ta preskok, da smo šli dejansko iz tega na to, da zdaj nam ful recimo pomaga sam AI pri developingu. Še zmeri pač rabimo, oziroma se pač uporablja to znanje človeško, ne, ampak AI ful pripomore, da je pač hitrejši dejansko napredek. Tako da. Zdaj, kakor sem tudi recimo sam imel izkušnje z poslom, moram reči, da eden izmed največjih izzivov, sploh pri nas, v naši firmi, je bilo to najti enega dobrega developerja. Kako si se ti soočil s tem? Je bilo ena taka težka zadeva ali si imel čisto slučajno enega kolega, ki je pač znal kodirati, oziroma da je imel dobre developing skills? Ja, se pravi, ja, ko sem prešel iz agencije, se pravi na in-house developing, je bil tudi pri meni ta problem najti nekega developera. Ni problem najti developera, problem je recimo najti nekoga, ki vidi tvojo vizijo, kaj boš delal, nekoga, ki je pripravljen, ne vem, nekaj narediti tudi v polnoči, ker meni ne pomaga, če imam nekoga, ki bo delal, mislim, če bo delal neke standardne ure, pa veš, mu ni mar do projekta, ne. Problem je, se pravim, najti nekoga, ki bo videl vizijo, kako imamo pač za prihodnost, in če je to jasno in da je on, ok, mi je cool ta vizija, sem pripravljen biti del te zgodbe in pač delati tudi kaj več, če je potrebno, to je pol cool. Kako sem jih pa našel, je pa to, da sem še dejansko pač standardno na LinkedIn
in tam našel, imel pa par razgovorov in našel in steke pač imam zdaj, sem res ful zadovoljen z njimi. Top. Tako da. Pa si imel nekako srečo, bi lahko rekel. Bi tudi rekel, da sem imel srečo, da sem jih dosti hitro našel, dosti hitro in ja, tako da sem naletel. Ampak se mi vidi, da tudi je tako, kako se dejansko zmeniš, tako nekako ekipno oziroma kakšne imaš pristope, da pol tekom developinga oziroma delanja skupaj funkcioniraš, ne. Tako da. Super, super. Daj mi povej, koliko časa je minil od prve ideje, ki si jo dobil v recapu, in pa do dejanske izgradnje, ki si jo dejansko objavil, bom rekel. Koliko cajta je bil ta razpon? Se pravi, tako, ideja je prišla konec oktobra 2024. Največji problem je bil pol dobiti sredstva dejansko za aplikacijo. Tako da to je trajalo 1,5 leta in smo šli pol v developing, se pravi junija 2025, launch je bil pa pol 3. decembra isto 2025, se pravi pol leta je bil ta od, ko bi rekel, ko sem predstavil idejo developerom, smo rekli, ok, s tem začnemo in pol leta, dokler smo recimo launchali. Ampak ja, od ondaj smo pa pač, zdaj če gledaš, je pa pač še pol leta po tem, kaj smo launchali trenutno. In ja, ampak zdaj, če primerjam hitrost na začetku, ko smo začeli, pa zdaj, ko je tudi implementiranih tudi več in AI sistemov in vsega noter, bi rekel, da se mnogo hitreje premikamo na vseh dejansko področjih. Ja, pa bi lahko rekel, da je res ful velika razlika po tem, ko enkrat se navadiš AI-ja, pa ko ga res vzameš v svojo firmo oziroma v svoje poslovne procese. Ne? Definitivno, mislim, lahko bi skoraj trdil, da če ne uporabljaš nikjer, ne glede na biznis, če ne uporabljaš nikjer neke AI-ja, da ne moreš skoraj več ne moreš kompitati proti unim, ki uporabljajo te sisteme. Tako da. Ja, se strinjam, nekateri bodo zaostali, tisti, ki ne bojo naredili tega koraka oziroma dali enega zaupanja v AI. Daj mi povej, katere programe pa bolj ne uporabljate, kar se AI-ja tiče, torej kaj ste dali recimo v svoje poslovanje? Pa večinoma nič kaj posebnega, za cloudom se največ uporablja in dejansko je implementiran na vseh, se pravi, področjih. Največ se pa uporablja, se pravi, za design, developing, pa še za kakšne ideje in take procese, tako da to. Zanimivo, zanimivo. Ampak se mi tudi vidi, da ima dejansko že vsaka neka platforma ima že nekaj povezano z AI-om, če gledaš do neke mere, kjer ti nekaj pomaga, če ne drugo daje neke samo ideje oziroma ti lahko olajša neke zadeve, tako da teoretično poleg clouda imaš en kup nekih stvari, pri katerih uporabljaš AI. Ja, res, bom rekel, da odkar je cloud prišel ven, se mi zdi, da za vse nas podjetnike spremenili vse. Res, to je neverjetno, kaj ti lahko to vse dejansko naredi. Zanimivo, če gledaš in tu se tudi vidi ta sposobnost umetne inteligence dejansko, če gledaš, ko je prišel prva verzija ChatGPT-ja, ko so bili, mislim, si imel samo neke tekste oziroma ti je pomagal napisati seminarsko, pa je se zdelo, kot da je ne vem kaj, wow. Če gledaš na to, da smo zdaj, ne vem, 3-4 leta kasneje, pa lahko delaš, imaš dejansko narejeno kaj češ v enem dnevu. Tako da se vidi, koliko hitrejši napredek je in dejansko vsak dan je nekaj novega in dejansko, če ne spremljaš, če ne greš časom naprej, boš dejansko zaostaneš. Res je, s tem se pa najbolj strinjam, bom rekel, ker to je res toliko hitro rastoča industrija, da če greš na dopust za en mesec, pa odmisliš vse zadeve, si zamudil pol stvari, po moje res. Ker to iz dneva v dan, tako kot si sam rekel, da to se toliko hitro spreminja, da moraš konstantno biti v temu alertu,
kva se dejansko sploh dogaja po svetu, pa kva je prišlo kaj novega, ker glede teh AI-jev, toliko enih teh novih verzij prihaja, sploh pri ChatGPT-ju, pa pri Cloudu recimo, ki je trenutno najbolj uporaben, ne. To so toliko hitri napredki, da moraš biti praktično skozi v tem, ne. Je res. Tako da mi povej, koliko si pa, kako bi rekel, recimo za Clouda, ga uporabljaš. Ja. A si pri Cloudu veliko časa rabo, da si se ga navadil uporabljati? Ker recimo veliko ljudi sem slišal, ki so rekli, da ChatGPT je ful bolj simpel bil, kakor pa Cloud. Da Cloud je res, kakor da se usedeš v kabino od letala in ko gledaš v gumbe, sploh ne vidiš, ne razumeš nič. Tako da koliko cajta si rabo, da se navadi? In pa dosti hitro, zato ker se pravim, jaz sem že prej dosti spremljal oziroma sem uporabljal vse in ChatGPT in Gemini in pač vse različne verzije AI-ja. Tako da dejansko Cloud je bil samo še en, ki je imel pač nekaj več funkcionalnosti, ampak kar je dobro, je, ker dejansko se z njim dejansko lahko naučiš vse, ne? Ker ni za to, zdaj pa ne znam narediti nekaj s Cloudom, ampak ti si dejansko stran samo, pomagaj mi, kako se to naredi. Če ti ne moreš sam dejansko že narediti, ker dejansko skoraj vse sam naredi, ti bo pač dal pa detajlen nek opis oziroma navodila, kaj moraš narediti za uporabo. Tako da se mi vidi, da tudi navaden povprečen uporabnik ne bi smel imeti nekih večjih težav implementirati oziroma pač uporabljati. Je pa res, če nisi pripravljen nameniti nekaj časa, pa volje k temu, da se češ naučiti uporabljati, se pač ne boš. Ne? Tako da to se mi vidi, da tu je una razlika, ki tudi loči ljudi to zanimanje, se pravi, čem se nekaj novega naučiti, pa imeti voljo, pa vztrajnost, tudi če ni prvi dan nekih rezultatov, da poskušaš, ko pa da rečeš, prvi dan to ni nič, nima veze, brez veze. Ja, se na koncu samo praktično to loča, ne? Torej od uspeha do neuspeha, ne? Torej koliko cajta boš ti grizel v nekaj, ne? Koliko imaš ti ene zagretosti v sebi, ne? In to je na koncu tisto, ki te naredi ali dobrega podjetnika ali pa pač greš nazaj v druge posle, ne? Točno to je. Ja. Ok, glede recapa, povej mi, koliko si pa kaj uporabnikov že dosegel? Pa kakšne so bile statistike, torej recimo prvi mesec, koliko je hitro začelo rastati, pa pol recimo zdaj zadnje 3 mesece, koliko je bila razlika tukaj? Se pravi, zdaj smo trenutno glih presegli 5000 uporabnikov, ampak rast imamo dosti enako, oziroma povprečje tam med okoli 1000 userov na mesec imamo trenutno, ampak to je za tem, da ni dejansko skoraj nič marketinga. Marketing je edino to, da jaz objavim par videov, se pravi, kako dokumentiram, kako razvijam dejansko aplikacijo. To je naš edini marketing, ostalo je vse dejansko organsko. Zato, ker res tudi trenutno imamo, oziroma bomo v naslednjih tednu, 2 dali, oziroma spremenili skoraj cel app, ga naredili redesign, da bo dosti boljši user experience. In ta trenutek sem jaz tudi dejansko čakal, da sem imel malo bremzo dejansko na samem marketingu, ker jaz sem pristaš tega, da mora biti produkt vrhunski, preden ga dejansko oglašuješ, ker če imaš dober produkt, se bo sam prodajal. Če pa pač nimaš dobrega produkta, se boš lahko prodajal, ampak ga ne boš mogel nekaj velikega iz tega zgraditi, ne. Tako da zaradi tega počakamo, oziroma je ta neka bremza zdaj za naslednjih 2 tednih, recimo, dokler ne damo teh updateov ven, res, da bo app dovršen, pa marketing, da gremo tudi ven iz Slovenije, to je plan. Ker zdaj smo dejansko okoli 70% je večina iz Slovenije, trenutno in zdaj pa plani dejansko ven v večja evropska mesta, pa tudi v Ameriko. Super. Tako da to je zdaj. Top, odlično, odlično. Hotel sem to omeniti, ful sem opazil, da res gradiš, bom rekel, personal brand. Koliko se ti zdi to pomembno, recimo pri današnjem podjetništvu, oziroma v tem primeru v tvoji niši, koliko se ti zdi pomembno, da ti gradiš nek personal brand in da daš neko faco podjetju, bomo rekli? Jaz mislim, da za te čase ogromen pomen iz tega, zato ker ti dejansko, ko gradiš svoj personal brand, to pomeni, da, mislim,
s tem pokažeš, koliko si resen glede svojega projekta, biznisa, karkoli. Ljudi te prej spoznajo, ker do mene, recimo, jaz sem v ogromno prišel, oziroma ogromno spoznanstev dobil, ko so me že prej poznali ljudi, glih zaradi tega, ker sem dal svojo faco ven in so videli, ok, on je resen, vidim, snema skoraj vsak dan, objavlja, je pač nekdo, ki nekaj dela. Ne? Tako da se mi vidi, in ločite to, da dejansko pokažeš svojo avtentičnost, s čem si drugačen in ljudi te zaradi tega spremljajo. Ne? Ker veš, imaš nekih, recimo nekem povprečju in enih projektov oziroma nekih biznisov, ki je dosti enakih. Se pravi, zgodba je una, ki loči podjetja oziroma s katerih se uporabniki navežejo na to specifično zgodbo in jim je mar do tega, do te točke. Ne? Zdaj vidiš recimo neke brende, ki so stari 100-200 let, veš, to je neka navada oziroma zgodba, za ki boš rajši, ne vem, če damo primer, kupil en brand, recimo avta, pa ne drugega. Ne? Ker je pač ta zgodba te bolj potegnila noter, da si rajši kupil to. Tako da, in to je ta dejansko personal brand, ki ga moraš dati ven. Ja, meni se tudi osebno zdi, da je kar pomembno, no, da se nekako predstaviš ljudem. Ne, da tudi... Stvari, ki te tudi motim, je pa tudi to najboljši oziroma ful dober ver marketinga, ker je dejansko zastonj. Vse, kar rabiš, je porabljen čas in dejansko, če si ti sem pripravljen vložiti čas pa interes v to, lahko narediš nerealno velik biznis samo iz tega, da delaš svoj personal brand. Res je, res je. Tudi dejansko lahko se, če daš velik fokus na ljudi in na mrežo, katero si ustvarjaš, sploh recimo v mladih letih, se mi zdi, da že to je en ogromen del marketinga, ne? Ker ti praktično vse, kar vidiš, vse reklame, noben več se mi zdi, da ne gleda teh reklam, ko se ti voziš po cesti, pa gledaš na une panoje, pa jih gledaš, to je vse digitalno ratalo, vse na socialnih omrežjih. In tako, kot si sam rekel, to prek organičnega kontenta lahko ti ogromno dosežeš. Ne rabiš v vsakem primeru zapravljati toliko enega denarja za te reklame, pa prav plačljive oglase. A to si drugač kdaj zalaufal ali si bolj kot ne samo organik? Plačljivo nič, je bolj, se pravim, moj je tak specifičen primer, kjer lahko deluje recimo plačljivo, mi ga še nismo testirali, zato ker pri socialnih omrežjih je tako, to morajo ljudje uporabljati, prijatelji, in pol se dejansko največ se širi od ust do ust, ker je pač uporaba socialnega omrežja tako dobra. Ne? Zato nismo šli pol na plačljivo, zaradi tega je pač personal brand, zgodba recapa še zraven in dejansko vsi problemi, ki jih dejansko rešujemo, kjer bojo dejansko delali marketing sami od sebe, v narekovajih. Mislim, plačljivi marketing, odvisno, kaj ga gledaš. Ne? Večina razume plačljivi marketing, recimo Facebook oglasi, Instagram oglasi. Tudi jaz recimo plačam, ne? Ampak plačam, ne vem, content creatorke, ambasadorke, ki delajo promocijo. Ne? Tako da lahko bi se tudi rekel, da pol delam. Je še zmeraj neka potrebna investicija tukaj. Ne? Sigurno treba tudi plačati. Ampak zdaj odvisno, se pravim, kako gleda. Večina jih razume plačljiv marketing, samo oglasi, kjer je pač daš neke kreative, pa pustiš, da ti recimo Facebook prikazuje. Zdaj se je to spremenilo. Se pravi, zdaj je večina oziroma, ki se najbolj splača, je glih ta koncept recimo content creatorov, kjer plačaš, da snemajo video za tebe. Influencer. Ja. Kjer je dejansko pol širijo tvojo zgodbo. A pa je to ful drago, da influencerje potegneš sabo za svoj marketing? Tako je, vse je, kako se zmeniš. Vse, kako se zmeniš z njimi, kake pogoje imaš. Ampak ja, se pravim, vse je dejansko tu stvar dogovora. Spet odvisno, kak imaš produkt iza tega. Ne? Vse odvisno. Zdaj, v mojem primeru, mi smo jih večinoma dobili tako, da so začele recimo punce uporabljati aplikacijo same od sebe, pa smo pa rekli, ok, bi htela biti recimo recap ambasadorka. Ne? In pa smo se s tem naprej zmenili. Se pravi, iz tega, ko že nekdo uporablja,
produkt, mu je zanimivo, pol se zmeniš za kaj več. Tako da to je recimo v našem primeru. A pa ponujate pri Recapu tudi kakšen affiliate marketing na foro, da promovirajo in pa ne vem, v zameno dobijo nekaj od naročnine ali kako imate te procese? Ne, ker trenutno je Recap še pa čisto zastonj in glih zaradi tega ne moramo tudi tega uvesti oziroma implementirati noter, imamo samo pač, trenutno imamo zmerjeno tako po ogledih in pol si je nek sistem, koliko se plača za število ogledov. To je to. Se bo pa zagotovo v prihodnosti, pol, ko bo se implementiralo neke monetizacije v aplikacijo, ki ne bojo oglasi, se bo pa lahko naredil kak affiliate program za marketing. To mi je všeč, ko imaš vizijo vnaprej, da že veš, kako bo vse izgledalo, imaš že vse strukturirano. Sigurno, mislim, definitivno rabiš neko vizijo vnaprej, da vidiš sploh, kam greš. In ja, tako da, ker brez tega dejansko tavaš po svetu brez glave. Tako da to se mi vidi, da je ključno in se mi vidi, da večina ljudi ne gleda dosti dolgoročno vnaprej. Če gledam jaz tudi v mojem primeru, koliko časa sem jaz mogel delati oziroma še preden vidiš sploh kak dejansko rezultat, napredek, preden so sploh, se pravim, kakšni rezultati, moraš dejansko delati zastonj za nič, na rekovajih, ampak vizija je una, kjer te more pa, ok, zaupam sebi, da bo ono, kaj si zamislil čez 5 let, da bo delovalo. Tako da, večina ljudi se mi vidi, da nima tega. Zdaj me pa mene nekaj zanima. Če si znaš predstavljati, če bi te postavil nazaj na točko, ko si glih začel z gradnjo aplikacije, kaj bi brez pomisleka se drugače lotil? Ali pa katere so recimo težave, s katerimi si se soočil, da bi recimo, ne vem, da ne bi sploh prišlo do težav? Če imaš kakšne take, ne vem, stvari, ki bi se drugače lotil, recimo. Moram iskreno malo razmisliti. Ne, definitivno ena, ki mi pade na pamet, je ta, da bi recimo hitreje začeli implementirati neke AI sisteme noter, oziroma še bolj to, kako jaz, ker jaz sem, če gledam, sem več začel implementirati recimo dobre 2 meseca nazaj. Osebno to je neka stvar, ki bi si jo želel, da sem se bolj temu posvetil, če gledam 1 leto nazaj, ker sem videl, da bi tudi s tem lahko bil in napredek dosti boljši, tako da to bi dejansko rekel, da je ona glavna stvar, kjer bi rekel, da je bilo dobro prej začeti. Torej, dejansko, da bi se prej osredotočil tudi malo na AI, kako ti lahko v firmi pomaga oziroma v poslovanju. To se mi vidi, da za mene in dejansko za vse na splošno, da bi to mogel biti fokus, kako čim hitreje, čim bolj učinkovito dati AI v njihovo podjetje. To brez dvoma. Katere procese pa recimo pri vas ima sploh AI čez, oziroma v katere implementacije ste naredili? Pri čemu vam dejansko v aplikaciji Recap, pri čem vam služi AI, če lahko recimo specifično poveš? Se pravi, bolje, zdaj iskreno tako sem že omenil, nimam nekega velikega znanja na developing sidu, tako da to imajo dejansko developerji na čez. Koliko jaz vem, pač uporabljajo samo, da gre pač hitreje, da se procesi izvajajo. Jaz pa uporabljam večinoma, oziroma sem bolj začel na temu, da dosti mi pomaga, ker jaz imam ogromno enih idej in do zdaj sem imel ta problem, da nisem mogel ideje dati nekomu drugemu direkt v glavo, da on si točno razume, kako pa kaj, oziroma je bilo pol potrebnih en kup nekih popravkov, da smo prišli do finalne verzije. Je bilo dejansko preveč enega časa, komunikacija zgubljene, da smo prišli od moje ideje, da je nekdo drug to naredil. In zdaj smo prišli do tega, da mojo idejo ja lahko sam dejansko naredim oziroma zdizajniram, da imamo finalno verzijo, kjer gre pa lahko samo naprej, brez težav, recimo, da je developerji naredijo. Tako da to, se pravi,
developerji imajo svoj sajt, ja pa imam, se pravi, večino uporabno zdaj za dizajn oziroma za to, da preslikam svoje ideje dejansko v neke mock-upe, neke na pol produkte. In ja, drugače mi pa še uporablja za nekakve ideje, da dobim. Ampak ja, sem še zmeraj ki misli, da ne sme AI 100% nadomestiti tebe oziroma česarkoli, mora biti še zmeraj ta neka človeški stik, ker je čist drugačen je output, oziroma se vidi se ta razlika, če nekdo dela recimo sam, vse z AI-om, ali pa če dela z AI-om plus sam. In je ta recimo, ki dela to zadnjo verzijo, se pravi z AI-om plus še sam, da dela, je mnogo, mnogo boljši, kot pa recimo prve dva, ki uporablja ali samo človeško miselnost, ali pač samo AI. Tako da... To se zelo dobro povedal. Res je fascinantno, ko pomislim, da te lahko dejansko AI bolj razume, kot pa recimo tvoj najboljši kolega, ki mu tako hočeš neko idejo razložiti, recimo kakšno poslovno idejo ali pa karkoli. AI to res ful hitro te razume. Da mi povej, koliko pa recimo ChatGPT uporabljaš na dnevni bazi? Koliko ti pomaga pri poslovanju na splošno? Sam ChatGPT iskreno zdaj, odkaj sem začel cloud uporabljati, več ne uporabljam. Jaz sem ful recimo, sem premikal med AI modeli, da sem videl, kjer mi je bil najboljši, vsak je recimo za svojo stvar dober, ampak zdaj v zadnjem času prej sem bil na ChatGPT-ju, potem sem šel na Gemini, potem sem dolgo časa uporabljal Perplexity. Ta se mi je zdel ful dober, zdaj ko sem pa začel več dejansko delati neke produkte z AI-om, sem pa 3/4 oziroma 80% na cloudu, pa še malo Perplexity zraven, tako da te dva modela so mi zdaj dejansko 100% moje uporabe. Top, zanimivo. Ja, sej poznam tudi veliko zgodb od kolegov, ki so recimo tudi v biznisu, vsi so switchali na cloud. ChatGPT, ne rečem, recimo zdaj, ko je dobil ta nov update za slike recimo generirati, je res, bom rekel, zelo dobra zadeva, ampak cloud je res, zdi se mi, da te boljš razume, res, da več lahko naredi za te dejansko, res, nima sploh omejitev praktično. Bolj se mi zdi popoln, ko bi rekel v celoti, da je nekako bolj popoln, ker vsak od teh modelov je za svoje dober, recimo, ko praviš, ChatGPT je dober, recimo za slike sploh zdaj. Jaz sem recimo Perplexity v tem primeru mi je bil najboljši od vseh, tudi če ga s cloudom primerjam, za neke ideje, za neke researche, da dejansko nekaj dam skupaj, mi je recimo Perplexity bil najboljši. Tako da to. Zanimivo. Ok, daj mi povej, kot mlad podjetnik, mlad founder, kakšno imaš na splošno mnenje o AI-ju? Kam bo to peljalo? Kje ti vidiš recimo AI čez, bom rekel, 5 let? Na splošno recimo govorimo o podjetništvu in pa v normalnem svetu. Ja, jaz mislim, da bo sigurno veliko procesov prevzel sam AI, sploh taka so neka lažje delo, oziroma se vidimo že zdaj neko programiranje, neko dizajniranje, pol imamo stvari, ki bojo sigurno prevzeli, so neke, se pravi, neka računovodski servisi, pa te veš, to, kaj je prek računalnikov, to se mi vidi, da bo v večini primerov AI prevzel. Tako da to ne bo pa prišel, se pravi, fizična dela bojo imela pol nek tudi dodaten in value, se mi vidi, ker jih bo tukaj in primanjkovalo. In pa ja, to je nekaj, kar ne bo moglo biti z AI-jem narejeno v pol ure dejansko, tako da to, ampak ja, tukaj smo se že prej menili, unike ne bojo šli naprej s časom, bo enostavno za ostali, ker ne boš mogel trenirati, ampak ko praviš nekih 5 ali pa mogoče 10 let naprej, mislim, da bo mogoče šlo do neke do prevelikega pa prehitrega napredka, da človeštvo ne bo moglo zdržati to eno, ampak da bo šlo recimo predaleč, da bomo oziroma da bojo, ker unike bomo šli pa s časom naprej, bomo nekako že našli neko pot, ampak unike ne bojo postali kot neke samo lutke v sistemu, kjer bojo bile na koncu dejansko vodene, recimo z AI-jem. Sploh recimo, da ima reč čez 10 ali pa še več let, ko bojo prišli kakšni čipi v možgane,
je že oziroma, ja, se, veš, ko bo to dejansko na nekem mainstreamu, da bo to več ljudi da bo uporabljalo. to že normalno. Ja, ko bo to normalno, potem bo recimo problem, katerega si dejansko predstavljam. Ne? Ker tudi bo prišlo recimo do tega, ko praviš, se vsi mogoče zdaj rečejo, ne imajo nikdar čipa recimo v glavi. Čez 10 ali pa 15 let, ko bo imeli vsi čipe, bo glih tako, da bi danes uporabljaš klad ali pa ne. Veš, če ga ne uporabljaš, boš enostavno ne boš mogel kompitati z unih, ki imajo recimo čip v glavi. Ne? Ja. Do tega bo recimo prišlo, kar je tudi dejansko, se pravi, neka slaba stvar, če gledaš neko. Ampak se mi vidi, da se bo človeštvo čisto spremenilo v naslednjih letih. Praktično noben od nas ne ve sploh, kaj nas lahko čaka. Ne? Kdo pravi, da zna, itak se laže oziroma pač misli, da zna. To je mnenje. Ja, mnenje, ki ga pač vsako mnenje šteje, ga lahko poslušaš, ampak noben, da bi rekel, da zna, ne zna. Tako da. Kaj si pa misliš o uporabe AI-ja pri mlajši publiki, recimo, govorimo o šolstvu ali pa otroci, recimo, ki so od 8. pa do 16. leta, 18. leta. Zdaj se mi zdi, da res moje osebno mnenje, no, da je pri mlajši publiki velik ta problem, da se jim razmišljanje ne ustvarja, koliko bi se jim moglo. Ker oni dobijo hiter odgovor, kadarkoli hočejo. In ko se to otrok navadi na nekaj takega, avtomatsko on ne bo začel razmišljati. Kakšen je tvoj vidik? To, tako si povedal, razmišljanje bo problem, ker noben več ne bo razmišljal za svojo glavo. To tudi že vidiš, recimo nekdo, ko že danes v vsakdanjem življenju pač skuša uporablja AI za vsako stvar, že takoj slabše razmišlja. Tako da to sigurno. Kot druga stvar pa bomo videli dejansko, koliko bo, oziroma se mi vidi, da se bo tudi šolstvo samo moglo spremeniti. Ker recimo ta znanje, ne vem, da si se ti učil, kaj se je dogajalo 1648. leta, veš, nima veze, da se nekdo uči na pamet, ker je pač informacija eno sekundo stran, ne? Samo da napišeš. Tako da taka znanja se mi vidi, da ne bojo zanimiva, ampak se mi vidi, da bi mogli implementirati to v šole, neko učenje uporabe AI. Veš, ker tudi sama uporaba z AI-om ima nek smisel, oziroma se ga moraš naučiti, ni samo to, zdaj pa nekaj začneš pisati noter. Veš, moraš se ti, lahko ga uporabiš za mnogo dobrih stvari, lahko se mnogo več ti naučiš z AI-om, ko se do zdaj nisi mogel. Ne, veš. Jaz sem dobil ogromno enih znanj zaradi tega, ker je pač AI. Ampak spet smo prišli do tega, če se češ naučiti, če imaš to voljo. Ne. Tako da jaz mislim, da bi mogli dejansko v šolah začeti razmišljati o tem, da mogoče kak ta brezpredmeten predmet dajo ven, pa dajo neko uporabo umetne inteligence noter, pa začnejo o tem učiti, ker pač roko na srce to bomo mogli. Slej ko prej narediti, ker če ne bomo dobili en kup generacij, ki bo, mislim, ne bojo zaostale, ampak lahko bi dosti bolj napredovali, če bi se tega lotili za mladih, ker mladi se dosti hitreje učijo. Tako da to. Ja, zanimivo, kako bo zdaj ta generacija izgledala, ne? Ker pravijo, da bod previdni, kjer ga zdravnika zbiraš. Ja. Naši bodoči zdravniki uporabljajo ChatGPT, da naredi esej pa projektne naloge. Tako malo je, ful je fascinantno. No? Ne vem, kako bo to res izgledalo, ampak pustimo se presenetiti, tako ne moramo nič. Ki pa vidim eno dobro stvar, so pa recimo pametna očala, ki zdaj vidimo Meta glasses. od Mete. Tu vidim en velik in potencial za vse, ki delajo kakšne biznise, ker to bo dejansko, se mi vidi, čez par let, ko telefon. Veš, očala so zdaj kot prvi iPhone. Kot Tony Stark. Ja, veš, to je, boš imel ti sploh, mislim, da čez par let, ko govorim, ajde enih 5 let, ne boš imel po moje sploh več telefona, ampak boš imel telefon mogoče, ne vem, za res 10% časa, vse ostalo bo pa očala. Boš imel vse gor, tako da tu vidim en ful ogromen potencial, ker veš, boš lahko imel in fraj imaš dejansko roke, ne rabiš nič delati, tudi ko se midva pogovarjava, veš, ne rabiš več jezikov, ne rabiš tudi znati nekih dodatnih informacij, ker imaš sproti ti lahko. Vse imaš gor. In prevaja, vse ti pomaga, ne, tako da, veš, tudi če bom jaz, če bi zdaj imel očala, pa da ne bi znal, kaj bi recimo povedal, pa bi imel dobro natreniran model. Bi imel tekst lepo, ko bi se dal recimo tekst, ki bi lahko recimo bi mi pomagal, pa bi na hitro prebral. Kaj če mi reči, se pravim,
en velik opportunity bo tu z očalih in mislim, da bo se pravi v naslednjih parih letih, da bo očala imela velik rise. Ja, se sem že videl v Ameriki, to je eksplodiralo. To imajo vsi te content creatorji, podjetniki recimo, pa kakšni developerji, to imajo, vsi kupujejo ta Meta Glasses. A ti si jih že kupil? Nisem še, ampak res razmišljam o tem, da bi čakam iskreno zdaj drugi model, da pride kar prvi oziroma še boljši model unega, ki so Meta Display, ko imaš dejansko screen noter. To je prva verzija zdaj ven, ne? In čakam dejansko drugo verzijo in ko bo druga verzija, si jo bomo mislil takoj. Ker se mi da tudi, če češ, tudi vidim nek dober trg, da ga bi dejansko tudi z recapom čim prej začel dominirati. Veš, moraš biti v tej tehnologiji, moraš kupiti te neke produkte, da vidiš, da razumeš, Moraš skozi nekaj prodavati. kako se uporablja. Ne? Veš, če bi jaz samo čakal pa gledal, ok, to so očala, se nekaj razvija, pa ne bi nikdar naredil prvega stepa, spet zaostaneš. Ne? Tako da moraš čim hitreje narediti ta step, pa začeti raziskovati, kje je trg, kaj lahko se naredi, kako lahko to implementiram v svoje podjetje oziroma karkoli delaš. Tako da to. Top. Noč, tukaj smo do zaključka prišli. Res še enkrat hvala, no, ker si prišel na oddajo, povedal veliko stvari o sebi, o recapu in tako naprej. Tako da jaz ti želim vso srečo naprej, da dosežeš čim več uporabnikov in pa da bomo lahko enkrat recap vsi poznali. Tako da verjamem, da ti bo to doseglo. Enač, hvala, ker si me gostil. Hvala AI Sloveniji in ja. Tako da Evo, super, veselje. odlično. To je to. Tako da gledalci, to je to za današnjo epizodo. Z nami je bil gospod Matej Ivanetič, ustanovitelj Recapa. Hvala vsem, ki ste spremljali oddajo, ki ste nas poslušali do konca. Tako da to je to. Se vidimo naslednjič.